Doktor Sabina Senčar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Iskrene čestitke za vse vaše dosežke in presežke. Hvala. Hvala tudi za povabilo. Danes bomo govorili kot ženski, prav? V nobenih drugih vlogah. Absolutno. Super. Ko mi sem čakala na kaj takega. Nekonvencionalnega? Na nekaj nekonvencionalnega, tako. Meni podobnega. Moram priznati, ko sem vas gledala na vseh teh soočenih in podobno, sem rekla, o moj bog, ta ženska pa ima jajčnike, da gre v take družbe. Hvala, res je. Katero je po vašem mnenju najbolj tisto nepopularno mnenje, ki ga imate o vseh stvareh, v tem smislu, kako vas, ne vem, ali ljudje dojemajo, oziroma kaj je tisto, kar je najbolj drugačnega? Najbolj nepopularno je ravno to, da ne pašem v nobeno matriko, v noben vzorec. Ljudje se počutijo pa zelo varni, če jim je nekdo blizu, če jim je podoben, če jim je enak. In tukaj pa je zelo težko, ker ne pašem v klasične vzorce, kot so vedno bili v zgodovini v Sloveniji, leva, desna, ne vem, sprava izpred 100 let, sprava izpred 3 let. Ne pašem v noben od teh vzorcev, v kateri se ljudje radi znajdejo v neki skupini, se tiščijo skupaj, se pravi, v skupnosti je moč. Se pravi, iščejo neko identifikacijo, ki daje varnost. Ja, tako. Radi ljudje so se vedno v zgodovini združevali v skupine, da so se počutili varnost, da pa tukaj, če pa ne sodiš v nobeno matriko, v nobeno vzorcu, je zelo težko, da te posvoji velik del samo svojih ljudi. Kako se pa recimo počutite med svojimi kolegi, ker tudi med svojimi kolegi v zdravstvenem krogu zagotovo razmišljate drugače? Ja, samo moji kolegi so pa bolj trenirani ljudje in oni so pa navajeni vljudnostnih vzorcev. Tako da, če ste v kontaktu tudi z drugače mislečim, je navadno zelo vljuden. Zdravniki nismo vajeni hudih konfrontacij. Tako da tudi drugače misleči se navadno ne spopadajo ena na ena z mano. Kako pa sami gledate na to, recimo meni je zelo všeč, mislim, da je dr. Pater Karel Gržan tako rekel, kako spodbuja ljudi, da se družimo z drugače mislečimi, ker tam lahko rastemo? Najboljš na vzoru. Jaz se itak družim z vse mislečimi, z drugače mislečimi, z enako mislečimi. Mi moramo samo na svojem lastnem vzoru delovati tako, da se bo nekdo zraven nas počutil udobno, tudi če drugače misli. Wow. Postavljena ženska v svojem stebru, a ne, se ne počuti v bistvu ogroženo, če nekdo misli, razmišlja drugače. Nikoli. Če si ti v sebi stabilen, potem se ne počutiš ogroženega s tem, da nekdo misli drugače. To te celo bogati. Mislim, v življenju se moraš vedno vprašati, kaj se boš ta dan naučil. Če si predstavljate, ko si majhen, se vsak dan naučiš nekaj novega. Jaz mislim, da bi to morali ohraniti do konca življenja, potem pa moramo biti čuječi za to, da slišimo drugačno mnenje. Wow, vsa čast. Kako sami vidite, da trenutno sistem skrbi za žensko? Prav za žensko v tem smislu. Mislim, da sistem ne skrbi za žensko, da mora ženska skrbeti sama za sebe, ne? In da v tem svetu je sicer res, da se mora, še vedno verjamemo to, da se ženska mora potruditi nekoliko bolj, ne? Da ji ni to dano, ampak je pa res, da je zaradi teh stalnih treningov lahko tudi bolj uspešna. Se zdaj vidimo, ne? Ženske postajajo vse bolj uspešne. Nekako so našle pot v vseh ovirah, ki so jim postavljali v zgodovini, so našle pot ven. Koliko je močna ženska, ne? Sploh si ne predstavljamo. Ja, jaz veste, se itak samo ženskami mislim, jaz se večinoma ukvarjam ženskami, jaz sem ginekolog. Seveda. No pa mogoče tole vprašanje. Pred vami stoji ženska, ki je rodila doma. Torej, že pri 3-4 mesecih sem se začela seveda na ta porod
doma pripravljati, za babico, za dulo seveda. Nisem bila tudi fiksirana v glavi, da če bi bilo karkoli narobe, bi seveda šla v porodnišnico, a ne? A se vam zdim neodgovorna zaradi tega? Kako me gledate kot ginekologinja? Ne, jaz se v bistvu sprašujem, ne, a se bomo zdaj mi prilagodili ljudem ali se morajo vedno ljudje prilagajati sistemu. Če bomo šli v to, da bomo porod na domu, če hočete, da funkcionira, ne, in da zaščitimo ženske, potem se mora sistem temu prilagoditi in ne obratno. Ne o vas ženskah misliti, da mi razmišljate nepravilno, čudno in tako naprej, ampak omogočiti sistem, ki bo naredil za vas varno okolje, da boste rodile tako, kot si vi želite. To je vaša pravica. Je pa res, da pa zaenkrat nimamo sistema vzpostavljenega. Tako da me je včasih strah za ženske, ki se tako odločijo, zaradi tega, ker pač še vedno mislim v teh okvirih, kako vam bi lažje pomagali na hitrejši način. A veste, pri porodu je večinoma tako, da gre vse v redu in tam ni nobenih težav in tako moramo misliti na začetku. Ampak kadar pa gre kaj narobe, je pa to zelo hitro treba pomagati. In v tem primeru moramo imeti nekaj organizirano, da bi šlo pravilno. Ne? Definitivno. No, ena razlika, ki sem jo recimo videla sama v tem procesu, je bila ta, recimo včasih so zelo uporabljali roke, občutek, ne, so občutili že preko trebuščka otrok, kako je, na kakšen način je. Ne. Danes pa se kar zanašamo predvsem na aparature, a ne? Ja. Tudi pričakovanja danes so veliko večja, kot so bila včasih. Ne? Danes ljudje želijo vedeti popolnoma vse o tem otroku. Veste, niso toliko zdravniki, krivi nismo, ampak ljudje želijo vedeti vse več. Ne? Dejansko je danes svet tak, da mora biti predvidljivo vse. Najmanj, kar je, moraš obljubiti, da bo ta otrok zdrav, kar seveda ne moreš, to ni v naši moči. Ne? Naprave tega ne morejo nadomestiti. Veliko manj je tega prepuščanja se, ne, da bo otrok vendarle presenečenje. Ne. Otrok je presenečenje, pa lahko vse zmerimo, karkoli je, ampak dejansko prihodnost je vedno presenečenje. Ne more biti drugače. Tako želimo imeti vse pod nadzorom, zato vse te naprave, zato vse te meritve. Ne, zelo malo smo še povezani s tem, da tudi sprejemamo naravo takšna, kot je. Ne. Kako se vam zdi, da je recimo mikrobiom pomemben v tej celi zgodbi zdravja? To je pa za mene najpomembnejše vprašanje za prihodnost medicine. Veste, v tistem času, ko so odkrili genetski zapis, so pričakovali, da je napisano o nas vse, da smo nadrasa, zagotovo smo pa nadrasa na primorskem ježku, kobilici in tako naprej. Ampak veste, presenečenje je bilo, da nimamo kaj več genoma, kakor nižje vrste organizmov. In izjemno čudno je bilo, že dolgo je odkrit genom, pa vendarle se o tem več ne govori tako zelo, kot je včasih obetalo. Izjemno zanimivo je, kaj je izpeljano iz tega. Mi nismo samo to, kar je zapisano v naši genetiki. Ne vem, če ste prebrali to čudovito knjigo 10% človek. Mi imamo zapisano samo za 10%, vse ostalo si sposojamo. Od vseh mikroorganizmov, ki nas poraščajo. Ne, dejansko smo mi kot nek skupek, ki je v evoluciji združil mikroorganizme na nivoju, da funkcionirajo povezovalno. Najverjetneje nek mikroorganizem se je vključil v celico, pa je postal mitohondrij ali celično dihanje. Najverjetneje so neki organizmi se na tak in drugačen način posvojili za transport, za komunikacijo, nekateri za imunski sistem. To jaz mislim, da smo mi nek velik konglomerat mikroorganizmov, ki se združujejo. Bolj mikroorganizem, kot celični človek, ne? Tako bi rekla, v velikem delu celični organizem. In to so dobra bitja za nas. Ne? In zdaj ravno v zadnjih 3 letih, ko smo vse to slišali, veste, razkoževanje do te mere, kako? To je enostavno, a veste, ne vem, če ljudje si predstavljajo, ampak brez mikroorganizmov ni kruha, ni jogurta, ni sera, ni hrane, ni ničesar, ni nas. Nas dejansko poseljuje, ne vem, črevesju, 2 kili bakterij v nožnici,
ogromno število, 9 milijonov vrst organizmov, ampak večinoma so tukaj za našo zaščito. Rekla bi, da smo mi zaradi mikroorganizmov in ne oni zaradi nas. Tako da je vojno napovedati mikroorganizmom, zagotovo zgubimo. Zgubimo, a ne? Mi zgubimo 100%. Ampak mi je presenetljivo, kako malo je vendarle še znanje o tem, kako skrbeti za svoj mikrobiom, pa so tako znane podatki, recimo že pri otroku, ki se rodi s carskim rezom ali pa vaginalno, koliko je dejansko vse to povezano, koliko je zgodba zdravja. Zakaj mislite, da imamo v našem črevesju pa celemu telesu bolj golosek, kakor pa pragost, ki bi nas podpiral? Ja. Zakaj imamo tako, ampak sodoben način prehrane zagotovo ne podpira mikrobioma v taki vrsti, kot bi je bil mišljen. Tako, kot ste rekla, pragost pomeni veliko raznolikost mikroorganizmov. In to je enako, kar posadiš, to bo žel. In zdaj mikroorganizme je potrebno prehranjevati raznoliko, če hočete imeti raznolike, ne? In ni v tem, ko danes pridejo pacientke k meni, vsaka je prepričana, da ima zelo zdravo prehrano, vsaka. A potem se pa začne, kaj vse je izločila iz prehrane, česa ne jejo. Se veste, zdaj so popularni brez glutenska, brez laktoze, brez mesa ali z mesom. Jaz pa verjamem v to, da je človek kot vse jedec mora imeti zelo mešano in zelo zmerno prehrano, ne zato, da ima veliko bakterij, ampak da ima veliko vrst bakterij. Tako kot njiva, veste, mora biti raznolike stvari, morajo se menjavati, če hočete imeti vi plodno letino. Ne, raznolikost je ena, diversity ali ta raznobarvnost je ena od največjih dosežkov tako narave kot tudi človeškega organizma. Meni je tako fascinantno, v dolini Hunza oni jejo 150 vrst sadja in zelenjave, mi pridemo kaj na 20? Na 2 mandarini po zim. Je še prostora za rast, bi človek rekel, ne? Ogromno. Saj zato mogoče ta Great Reset, da bo se to res mogoče, kriza ne prinese samo slabo, čeprav rajš bi videla, da bi bilo brez krize spoznanje hitrejše, ampak začenjamo se spraševati o prehrani, začenjamo se spraševati o zdravi prehrani, o varnosti, o zdravju. Nikoli še ni bilo bolj aktualno, kakor zdaj v teh časih. Wow. Sabina, ali še vedno tako strastno v svoji ordinaciji priporočate kontracepcijske tablete, kakor so se recimo 10 let nazaj? Ne, jaz jih nikoli nisem strastno priporočala. Kako? Jaz edina vem, da to niso bomboni. To niso bomboni, to so zdravilo, to je kemična kastracija, ne? Zelo previdno je treba s hormoni delati. Ne vsem, pa vse vprek, a veste. Normalno, da ne, nikoli nisem priporočala hormonov vsem pod vsako ceno. Pomembno se mi zdi, no? Ampak izjemno pomembno. Danes se je že kar precej spremenilo, a ne, okrog tega. Ker včasih je bilo, imaš malo mozole, dej kontracepcijske tablete. Ali pa ne vem, punčke, ki so trenirale plavanje, ki so hotele biti brez menstruacije, v bistvu so želele mame za punčke, da so brez menstruacije. Tako to bolj instant rešitve, kot so se iskale včasih, se zdaj mogoče ne iščejo več, ali pa veste, lahko da jaz nimam vpogleda, zaradi tega, ker jaz imam specifično populacijo. Se veste, pacienti iščejo zdravnike, ki so njim podobni. Zato je mogoče moj pogled ni realen, da je vse več ljudi osveščenih. Ne, najverjetneje osveščeni hodijo k meni. Kje sami najdete vire informacij? Ker zagotovo ne spremljate samo tistega, kar so vam, ne vem, v šoli povedali, pa mogoče kaj najdete na totalno teh konvencionalnih virih. Kaj so vaši viri informacij? Najprej, kar je najpomembnejše pri iskanju virov je, da si znamo sploh postavljati vprašanja. Moj mož me vedno opisuje, da sem jaz človek, ki se non-stop sprašuje, ki se ves čas nekaj sprašuje. In kadar meni nekaj ne gre skupaj, kadar meni zdrava pamet reče, da nekaj ne gre po moji presoji prav, se zares zakopljam. Še vedno imam jaz dostop do strani, ki so medicinske, sicer pa za mene je tudi informacija, ki je kjerkoli dostopna, tudi na mainstream medijih,
je za mene zelo dragocena. Zato, da sama presodim, kaj v nečem ne gre skupaj. Tako da jaz nabiram informacije povsod in tudi med ljudmi. Kako pa sledite kakšnim, ne vem, holističnim, integrativnim zdravnikom v svetu, v tem smislu, ne vem, kakšne raziskave oni gledajo? Imate take kakšne vzornike po svetu, ki razmišljajo podobno? Da imam vzornike, ne, ampak če pa me vprašate, če spremljam, vse spremljam. In tudi vsem dam možnost, da veste, ker se mi zdi, da uradna medicina je pozabila na celosten pogled na človeka. Zato je tak velik razcvet tudi vseh alternativnih, komplementarnih metod v medicini, zato ker imajo veliko več občutka, ne. Mi smo začeli gledati na človeka mehanicistično, kot nek skupek nekih organov, ki funkcionirajo po fizikalnih zakonitostih, ampak jaz verjamem, da je človek veliko več kot to in ravno tukaj se mi zdi, da so veliko boljši, veliko bolj učinkoviti v kontaktu in s tem tudi v terapiji, ker tudi doseganje placeba je izjemnega pomena, ne? Zdaj mi pa tega nismo bili sposobni vključiti v naše mehanicistično gledanje na človeka. Ne vem, kako gledate vi, ampak jaz zmeraj rečem, ma tudi če je placebo, ne zanima me, sem da dela. Jaz enako gledam, jaz sem nekaj, če ti žlička sladkorja koristi, hvala Bogu, da ti koristi žlička sladkorja, to je nekaj najbolj zdravega, ne. Karkoli, če ti lepa beseda koristi. Preden so se vse te krize začele, moj najljubši pisatelj je bil Abraham Verghese, to je zdravnik iz Etiopije, Etiopic, ki živi v Ameriki. In on je ravno o tem razglabil, kakšen pomen ima zdravnik s tem placebo efektom, kako je on pristopil k svojim pacientom. In že samo to, da jih je prijel za roko in potipal puls, in je zmanjšal strah. On je rekel, da pod rokami se je puls zmanjšal nazaj na normalo. Kakšno veliko placebo moč ima zdravnik in kako v bistvu je ta del pomemben, da ne gledaš stran na viziti, da vendarle vidiš človeka, da vendarle, ko pride do tebe, da ga pogledaš, da mu prisluhneš in da ga pregledaš, ne. Saj veste, zelo veliko mogoče ne odkrijaš, danes imamo vseeno boljše metode, imamo ultrazvok, ne rabimo več toliko tipati v ginekologiji, ker vseeno vse vidimo. In vendarle stik, pristen stik človek s človekom, to bi bilo za zdravnika nujno vrniti spet nazaj v diagnostiko zdravniško. Ampak je pa čustveno dosti naporno. Recimo tudi sama sem se soočala s tem, a grem zdaj delati dejansko v zdravstvu svojo izobrazbo ali ne. In sem ugotovila, glede na to, koliko časa imaš na voljo za eno osebo, koliko bolj je zagotovo čustveno naporno, ne? In pa se mi zdi, da zdravstveni delavci na eni točki postanejo apatični, ravno zaradi tega, ker je preveč vsega, ne? A nosite pol vi te zgodbe domov? Kakšno tehniko imate, ne vem, da se čustveno na koncu tudi sami sebe zaščitite? Jaz drugače gledam na svoj poklic kot najbolj zanimiv poklic na svetu. Tisti, ki radi berejo, me bojo razumeli. Vsaka knjiga je svoja zgodba in nič na svetu ni lepšega, kot poslušati zgodbe. Nekateri filme, nekateri berejo knjige, jaz sem dala za primer knjigo. In vsak človek je svoja zgodba. A je na svetu kaj bolj zanimivega, kot biti udeležen, imeti ta privilegij, da si del neke zgodbe s tem, ko bereš, s tem, ko gledaš, s tem, ko poslušaš. Niso vse knjige lahke. Niso vse knjige take, da bi ti polepšale življenje. Ti ga pa zagotovo obogatijo. In vsaka zgodba je zato dana na meni v življenje, da se iz nje nekaj naučim. In tudi težke knjige so izjemno pomembne za človeško rast. In to je moj velik privilegij, da zvem in da me spustijo za en delček v to zgodbo. Najlepša hvala za vse te besede. Upam, da lahko postanem vaša pacientka. Hvala lepa in veselim se opazovanja vsega, kar boste še kreirali, predvsem pa opazovanje tega dviga zavesti, ki ste ga svojo predsedniško kandidaturo zagotovo zaštartali in tako naredili vse. Hvala za podporo. Veliko mi pomeni. Hvala.